Branka Izdelja, časopis Dnevnik. Jaz bi vprašala, vprašanje naslovljeno na gospoda Rana in gospoda Stresa, če ste kaj komentirali dejstvo, da je koalicija izrazila namero, da je zakona izpusti člen, ki zadeva za financiranje zasebnega šolstva. Ta člen namreč vsaj posredno zadeva cerkev oziroma cerkvene zasebne katoliške šole. Ja, torej, potekalo je delo s programom škofovske konference, kako je bilo predvideno. Vsekakor smo pa spremljali seveda dogajanje v parlamentu in to vprašanje zaupnici vladi in smo danes tudi bili informirani tako na kratko glede tega, ne vem natančno, kakšno je bilo. Bi bil ta odgovor, vendar se zavedamo, da takšne odločitve pomenijo seveda posledično tudi za katoliško cerkev na Slovenskem neko posledico. Morda bi še škof Stres tukaj povedal. Ja. Ustava Republike Slovenije zelo jasno določa, da je v naši državi izobraževanje svobodno in da se obvezno osnovno šolsko šolanje financira iz javnih sredstev. Kljub temu so nekatere politične sile v državi s socialnimi demokrati na čelu se odločile, da bodo v zvezi z večjim financiranjem zasebnih šol, namenoma rečem z večjim in ne 100%, zato ker v bistvu pri zasebnih šolah ne gre nikoli za 100% financiranje, saj je ustanovitelj dolžan postaviti materialne pogoje za funkcioniranje in torej je vsa investicija v materialno infrastrukturo in v osnovne učne pripomočke na bremenu ustanovitelja, tudi v primeru, če država 100% financira izvajanje samega programa. Zdaj, ko je ta predlog pač bil zavrnjen, oziroma ko so ga začeli zelo hudo napadati, je bil to neke vrste kulturni boj zopet. Kajti vsi protagonisti boja proti temu predlogu spremembe dosedanje šolske ureditve niso nehali poudarjati, da bi večje financiranje zasebnih šol lahko pripeljalo do tega, da bi katoliška cerkev imela še večji delež pri vzgoji in izobraževanju, kljub temu, da tudi v tem pogledu Ustava Republike Slovenije pravi, da je delovanje verskih skupnosti svobodno in torej ne moremo sprejemati nobenih vnaprejšnjih omejitev. Vlada Republike Slovenije je upravičeno presodila, da bi za slovensko družbo tako ideološko zaostrovanje in oživljanje kulturnega boja bilo škodljivo, še posebno v tem trenutku. Slovenski škofje obžalujemo, da bodo zaradi sovraštva do katoliške cerkve starši, ki pošiljajo otroke v zasebne šole, diskriminirani. In to tudi tisti starši, ki nimajo nič s katoliško cerkvijo, če pošiljajo otroke recimo v druge zasebne šole. V tej zvezi želimo ponovno poudariti, da imajo po vseh božjih in človeških postavah, se pravi tudi po naši slovenski ustavi, tudi po konvenciji, Evropski konvenciji o človekovih pravicah, starši prvo pravico in ne država. Starši imajo pravico in dolžnost, da vzgajajo svoje otroke, da so odgovorni za vzgojo in izobraževanje svojih otrok. Tukaj so na potezi in ta pravica staršev mora biti v celoti spoštovana in zato tudi država mora pomagati staršem, da lahko izpolnijo to svojo odgovornost. Zdaj, potem bodo morali pri nas šolanje starši, ki bodo pošiljali otroke v zasebne šole, zopet doplačevati in samo upamo, da bo Ustavno sodišče to krivico čim prej odpravilo. Hvala lepa. Tukaj gospod novinar izpovedi, bil prvi. Najcimec, Vest, spletni medij.
Rekli ste, da ste spremljali tudi dogajanje, pač politično dogajanje v parlamentu glede zaupnice, nezaupnice. Veliko debat je bilo v teh dneh v politiki glede blatenja Slovenije v tujini. Pa me zanima, če imate kakšno informacijo, a je bila Slovenija, če je bila oblatena tudi v Vatikanu? Ne, te informacije nimamo. So pa prav gotovo ljudje v prisetem sedežu brali časopise in so pač gotovo za to izvedeli. Ko bomo na osnovi tega spoznanja dejanske situacije odkrili tudi, odkot prihaja, zakaj se je tako zgodilo, mi nekako slutimo, da je v ozadju vsega predvsem kriza vere, kriza tistega notranjega duhovnega življenja, potem bomo lahko tudi dokaj jasno videli, kje so rešitve. Mi jih vidimo, da je potrebno danes nova evangelizacija, res pomoč človeku, da nekje odkrije smisel svojega bivanja in da odkrije tudi sam zase, kako bo ta smisel uresničil. To je naša želja, naša naloga in prizadevanje tudi v prihodnje. Zato lahko rečem, da tudi vsa ta sredstva, ki jih morda imamo na voljo, tudi materialna sredstva, želimo uporabiti res za dobro človeka, tako kot nam naroča plenarni zbor, in da bomo vse storili tudi na področju vzgoje in izobraževanja, koliko bo mogoče. Morda je prav, da se tudi omeni velikokrat ta tabu, neki strašni strah pred ekspanzijo katoliške cerkve zdaj v Sloveniji, če ustanavlja eno osnovno šolo. To niti 1% vseh šol ne predstavlja, ampak kot vidimo lahko v teh 4 gimnazijah, ki že delujejo, v resnici je to pomagalo tudi drugim srednjim šolam, da k neki višji kvaliteti, k nekemu takemu zdravi konkurenci. In mislim, da je večja pluralnost glede vzgoje in izobraževanja izredno pomembna za našo prihodnost, da ni samo enosmerna. Kar pa zadeva Evropsko unijo in pa prioritete, tudi to pospeševanje medkulturnega in medverskega dialoga, bo pa Slovenska cerkev stopila v stik oziroma se v tem pogledu povezala z KOMECE. KOMECE to je Komisija škofovskih konferenc Evropske unije, ki ima svoj sedež v Bruslu in pač mi smo tudi jasno člane te komisije in ta komisija nekako potem vedno stopi v stik za tisto državo, ki izvaja predsedovanje, ki predseduje in se z njo pogovori o takih nalogah, ki zadevajo tudi katoliško cerkev in bomo prav gotovo pri tem sodelovali, ampak kot sem rekel, tudi s pomočjo in pa skupaj z KOMECE, s Komisijo škofovskih konferenc. Kar se tiče medijev, bi rekel še to, cerkev ugotavlja, da so mediji izredna priložnost za oznanjevanje. Namreč večino energije je do sedaj cerkev, če gledamo predvsem cerkev v Sloveniji, na Slovenskem, namenila ljudem, ki so v cerkvi, ki so že blizu cerkve. Nove tehnologije komunikacije, kot so internet, potem tudi telefonija, SMS, filmi in podobno, pa ponujajo nove možnosti evangelizacije. Namreč cerkev želi vse te nove tehnologije izrabiti, zato da bi to veselo oznanilo evangelija, sporočila tudi tistim, ki se želijo s to vsebino tudi seznaniti. Še posebej je za mlajše generacije zanimiv internet kot novi način komuniciranja, ki lahko nekdo čisto neosebno dobi kakršnekoli informacije v zvezi z določeno problematiko ali določenimi vsebinami. Na tem področju imamo še velike naloge, zavedamo se, da so to nove priložnosti, ki bomo izkoristili in bomo izkoristili tudi priložnost komuniciranja z javnostjo, v kateri smo bili tudi šibki v preteklosti, da bomo tako pojasnevali resničnost cerkve, ki je v javnosti premalo poznana. Mogoče še kakšen gospod ali gospa, ki še ni prišel do besede. Če ni več vprašanj, se vam zahvaljujem za vašo pozornost. Hvala lepa.